Spoštovani, veseli smo, da boste z nami danes odpotovali v svet slapov, ledenikov in ognjenikov, gejzirjev, termalnih bazenov in tudi ribnikov na Islandijo. Tezo, da ta lep otok najprej očara, nato iz dneva v dan preseneča, na koncu pa ga je težko zapustiti, bomo potrjevali skupaj z našima gostoma. To sta Karmen in Davor Lipej. Lepo pozdravljena. Skozi film, fotografije in fotografsko razstavo nam bosta predstavila delček posebnih vtisov 13-dnevnega spoznavanja otoka v minulem letu. Da to posebno dogodivščino lahko zares spoznamo, vam predajam besedo. Izvolite. Hvala lepo. Islandija je otok med tujim vulkanom, kjer doživite neverjetno moč narave, veličastnih slapov, mogočnih ledenikov in brizgajočih gejzirjev. Je otok izjemne pokrajine in njenih ljudi, kot jih ni nikjer drugje. Islandija se nahaja na središču Severnega Atlantika in Severnega ledenega morja. Glavni otok leži v južno od severnega tečajnika, ki poteka preko otoka Grímsey. Islandija je 5krat večja kot Slovenija, v njej pa živi 380.000 prebivalcev. Je 18. največji otok na svetu in drugi največji otok v Evropi za Veliko Britanijo. Ima skoraj 5000 km obale in na Islandiji je 5 ledenikov. Večina prebivalcev živi v mestu. Islandija nas prevzame v vsakem koraku. Mati narave je obogotila z čudesi in nepopustljivimi lepotami po odmaknjeni naravi. Skromna dela človeških rok, vsaka hiša in kmetija ima na svoj pomen. Tukaj pa je še islandski nevidni svet, ki v sagah in verovanjih tam nekje daleč na severu pričara pravlični svet. Na Islandiji z odmaknjenimi veličastmi narave in njenimi ljudmi zaživimo. Potovanje najmo v skupini popotnikov je bilo zasnovano aktivno in vsestransko. V dolgih aktivnih dneh smo hodili in raziskovali naravne lepote, odkrivali zgodovino in življenje preprostih ljudi, skozi sage smo stopali v njihov čustveni miselni svet. Z litjem celoto se bomo začutili živeče tam nekje daleč stran, na robu civilizacije, s kratkim poletjem in dolgo zimo. Z današnjim predavanjem sva želela z vami deliti najmo navdušenje nad tem delom sveta. V 30-minutnem filmu bomo poskušali prikazati utrinke tega potovanja v živo in potem ob slikah malo več o krajih, ki sva jih obiskala. Nastalo je veliko fotografskega gradiva in videogradiva in bi lahko tukaj ostali zelo dolgo. Upam, da nam je uspelo to staniti v kratko, enoukno predstavitev. Sedaj pa je čas, da gremo na Island, deželo ledu. Pojdite z nami. Skratka, po zboru udeležencev naše ekipe v Ljubljani smo se peljali v Milano na tamkajšnje letališče Malpensa, kjer nas je čakal 4-urni polet do Keflavika na Islandiji. V Milano so bile še temperature nekaj okrog 30 stopinj. Let je potekal mirno mimo Bodenskega jezera čez Alpe, Britanski polotok in Atlantski ocean, Ferskih otokov do letališča na Keflaviku. Pogled iz letala je prikazoval rjavo krajino, kasneje smo izvedeli, da so to
lajna polja porazna zležaja. Že na letalu smo se preblekli iz poletnih oblačil, pravzaprav na zimska, vse so bile temperature nekje okrog 10 stopinj na mesecu juliju. Keflavik je manjše ribiško mesto in pristanišče na Islandiji. Leži na jugozahodni obali otoka, okoli 42 km oddaljenega od Reykjavika, na kraju pa živi okrog 8200 prebivalcev. V pristanku smo prevzeli vozila, seveda hibridna vozila znamke Toyota, in se še tisti dan peljali v približno 110 km oddaljeni Borganes, kjer smo tisti večer prenočili. Na poti do hostla smo opazovali zeleno pokrajino, pokrito z močnim mobom, z modro-vijoličnimi cvetovi, lavina polja prekrita z lišaji, zalive, morje od lednikov obružene spletine, vse do Borganesa, kjer sem rekel, ko smo prenočili. Že naslednji dan smo iz Borganesa zastavili Vengled Bavarijo. Tukaj smo videli čudovite primere tradicionalnih islandskih kmetij, katerih posebnost so travnate stene ter strehe. Na Islandiji so vsi živeli v takšnih travnatih hišah, tako revni kot bogati, in še vedno je na Islandiji več travnatih hiš, ki so jih po večini ohranili. Kmetija je na tem mestu stala že v naselitvi Islandije leta 874. Ljudje pa so živeli v travni hiši Glenbajer v leta 1947. Sedanja kmečka hiša je sestavljena iz 13 stavb in najnovejši dodatek travni hiši je bil zgrajen v letu 1876. Najstarejši deli travne hiše segajo v sredino 18. stoletja. V Glenbajeru sta v muzejskem območju tudi dve leseni hiši. Ena se imenuje Gilstofa, druga pa Askus. V Gilstofi so pisarne muzeje in muzejska trgovina, v Askusu pa so razstave gospodinstvo v prvem desetletju 20. stoletja. To je ta rumena hiša. Gilstofa je rekonstrukcija hiše iz leta 1849. Tovrstne hiše so bile dodane travnatim hišam, preden so bile v poznem 19. stoletju zgrajene lesene hiše. Na razstavljenih fotografijah, ki jih boste videli, so potem tudi portreti slavnih mož, ki so že v preteklosti dajali utrik tej deželi, na katere so Islandci zelo ponosni. Askus je bil zgrajen v letih okoli 1880 in prikazuje gradbeni slog, ki je prevzet po travnatih hišah. To je pa še noter v teh muzejskem delu, prikazuje pravzaprav življenje Islandcev skozi zgodovino, tudi njihove noše, kako so imeli opremljeno. Dnevno soba, kuhinja, pravzaprav notranji interjeri nekje iz 18. stoletja. Posebnost je, da pravzaprav nič ne završijo, veliko reciklirajo. Húsavík, kamor nas je pot pripeljala naprej, je mesto na že sedaj skoraj vzhodni obali Skjalfarda, to pomeni tresoč. V islandščini, se pravi Húsavík, je tudi prvo mesto hiše na Islandiji. Tukaj je leta 860 prvo hišo zgradil švedski viking Gardar Svalbardson. Húsavík je po vsem svetu znan kot prestolnica ogledov kitov na Islandiji. Namreč tu se gre na ogled kitov. Vreme se je kar precej shladilo, povrhu začel še zavodihati veter. Na plovbo smo si pač oblekli njihove kombinezone, ki jih vsako obiskovalne dobi, ampak potem pa še kar precej toplo. Torej, največji sesalci se v tem svetu počutijo kot doma. Kit ledovec pomaha s svojim velikanskim repom, namreč te repi so posebnost kot prstni odtis. Vsak kit ima svoj vzorec in potem jih tudi, bi rekel, poznavalci poznajo, nam so bili vsi podobni. Tako da tisti dan smo imeli tudi veliko srečo, da smo jih lahko opazovali z ladje kakšne dobre 3 ure. Čas je pomenil kot bi trenil, to je le nekaj posnetkov izmed 1500 teh repov. Tako recimo. Mi smo pa že nekje po prebivanju v okolici Nivatno, kjer so bogovi v svoji igri zemeljskih sil že skoraj marsikaj
kadeče fumarole, žvižgajoči dimniki, vse to je mogoče videti tukaj. Mi smo se sprehajali po polju s prekrasnimi barvami, pod katerimi pa zemlja še vedno kuha svoje hoče sokove. Zadnji dan, 13. dan pred poletom, ki smo ga imeli zvečer, smo imeli na razpolago, ali ostanemo v Reykjaviku, ali pa gremo še izven programa, 4 smo šli za vodičko v Kadečo dolino ali dolina Reykjadalur, to je nedaleč od Reykjavika, do mesteca Hvera Geridi, kjer je izhodišče za vzpon v to dolino Reykjadalur, kar pomeni, kot sem rekel, Kadečo dolino. Je polno je termalnih vrelcev, fumarov, drgotajočega blata in celo vroče reke, v kateri se da preizkušeno kopati. Kar pride že, malo se ne takita. To je to področje, to je ta reka, potem ko je precej ogledena, se pravi, tu je kot se da ta del, ki se da kopati, ampak samo na določenem odseku. To je približno do par 100 metrov mogoče, zgori nad tem, kar se vidi, ko so slačilnice, so table, pozor in tako naprej, no tu naprej je že voda kakšnih 70 stopinj, potem pa počasi pada. Mi smo se spravili tam nekje okrog 40, recimo, da ni bilo prevroče, ne. Morijane cene potke so primerne za sprehajanje, za kopanje v reki, se kako, ker tu ne bilo precej hladno, tu ni bilo niti 10 stopinj. In kakšno uro smo se morali potruditi od avtomobilov. Skratka, 13 dni dolgo potepanje, vožnja, potem nazaj v mednarodnem letališču v Milano, predtem so nas Islanci še seveda temeljito pregledali, preiskali vse kočke, da ne bi kaj odnesli, recimo preveč kakšnega peska ali kamno, obratek Malpensa, Milano in potem Ljubljano. To bi bila ta zgodba v zadnjem delu nocojšnjega večera, pa bi vaju še povabila v sosednjem prostoru je fotografska razstava. Izbrala sva približno 60 fotografij, med kakšnih 8-9 tisoč, malo sem nekaj recimo, tako da si bom vas dovolil povabiti oziroma vabila še na ogled razstave, kjer se lahko tudi zadržite. Pripravili smo še tudi nekaj zakupiti tega, kar nismo, ker je bilo predrago.